Spoštovane državljanke, dragi državljani, volilke in volilci. Najprej iskrena hvala za udeležbo na državnozborskih volitvah. Današnje volitve so praznik demokracije. Iskrena hvala vsem tistim, posebej tistim, ki so oddali svoj glas za skupno listo Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in stranke Fokus Marka Lotriča. Dosegli smo izvrsten rezultat. Ljudem smo dali upanje. Upanje, da so politične spremembe v Sloveniji možne. Dokazali smo, da se sodelovanje in povezovanje absolutno obrestuje. In rezultat, ki smo ga dosegli, je tisti porok, da je zlasti povezovanje tudi na desni sredini pomembno in da obrodi sadove. Smo tretja politična sila v državi. Smo na stopničkah. Ob tem bi se zahvalil vsem kandidatkam in kandidatom. Vsem 88, ki so po terenu garali, dali vse od sebe in zelo vzorno predstavljali skupno listo. Zahvalil bi se tudi volilnemu štabu in vodji volilnega štaba. Kar se tiče sodelovanja in povezovanja teh treh strank, naj izrazim upanje tudi za prihodnost, da je to sodelovanje možno tudi v bodoče. Ta trenutek je pa čas, da tudi mi proslavimo, da enostavno rečemo, dobri smo, učinkoviti smo, pokazali smo, kaj pomeni uspeh in garali smo ne samo en mesec, garali smo 3 mesece, dihali kot teno, vsi kandidati iz vseh strank, širom po Sloveniji. In smo dejansko dvignili Slovenijo. Dvignili smo Slovenijo in hkrati pokazali še enkrat upanje. Upanje v to, da je slovenska pomlad še kako živa. Da je pomlad še kako živa in da prihaja. Da prihaja in da je tu. Tina, najlepša hvala in hvala vsem volilkam in volilcem tudi Slovenske ljudske stranke iz preteklosti. In želim si, da je SLS še naprej živa, močna stranka. Tako da Tina Bregant, iskrena hvala. In hvala stranki Marka Lotriča, Fokusu, za iskreno sodelovanje. Iskrena hvala, Marko. Hvala, Jani. In ta trojček, ki je tukaj pred vami, ni le danes, ampak za nas je vedno jutri. Torej, na bodoče zmage. Iskrena hvala. Lahko vprašanje na koncu, pa zdaj da ta izjavi še. Ker smo uživali samo eno vprašanje, se pravi, po večini preštetih glasovnic sta pola skoraj da izenačena. Gospod Janša pravi, da šibke koalicije ne bo sestavljal, na drugi strani gospod Golob pravi, da bodo poklicali vse razen SDS-a. Kaj pričakujete, kakšen ponedeljek je pred vami? Jaz pričakujem, da se najprej glasovi preštejejo do konca, da pride tudi iz tujine. Ne bomo pa razočarali vseh tistih, ki so dali glas za skupno listo. Ne bomo razočarali kmetov, ki so pod vlado dr. Goloba trpeli, bil osramočeni. Ne bomo razočarali obrtnikov, podjetnikov, SP-jev, normirancev, zdravnikov, učiteljev, vseh ljudi, ki zjutraj vstajajo, gredo na delovno mesto in si zaslužijo pošteno plačilo za opravljeno delo, pa so pod vlado dr. Goloba dejansko dobivali slabše plače na račun višjih davkov. Torej, naša programska izhodišča so jasna in ta trojček jih je zagovarjal v volilni kampanji. In prav nobenega ne bomo razočarali. Ostajamo zvesti načelom in vrednotam, ki jih imamo in jih nosimo v srcu. Bravo. Predsednik SDS
protesta pravi, da so ti rezultati, ki smo jih videli, čudni in da bodo prešteli vsak glas. Kako komentirate to njegovo izjavo? Počakamo, da se preštejejo vsi glasovi. Če sta pola izenačena, lahko še enkrat ponovim. Nobenega ne bomo razočarali, ki je dal glas za nas. In točno vemo, iz kje so te glasovi, ki so prišli za ta skupni trojček. Tako da, gospe in gospodje, volilke in volilci, tukaj smo zaradi vas. Hvala. Izjemno sem vesela, da smo dosegli tak dober rezultat. 3. mesto naše skupne liste z povratkom Slovenske ljudske stranke v parlament po 12 letih. Naša kampanja je morala biti terenska in mi smo 3. mesto dosegli z tekom v Škornjih. Od vrat do vrat, od srca do srca. Spoznali ogromno srčnih ljudi, ki jim je mar za Slovenijo, tako kot nam tukaj. In mi verjamemo, da je to začetek pomladi, da se bo ta pomlad še vzbrstela in razcvetela in da za našim programom, s katerim bomo nadaljevali, lahko prinesemo veliko dobrega Slovenkam in Slovencem. In čakajo nas tudi lokalne volitve. Za Slovensko ljudsko stranko, ki ima največ županov na lokalni ravni, pomeni to odlično popotnico in verjamem, da si bomo Slovenijo dejansko vzeli nazaj. Bravo. Spoštovane državljanke in državljani, hvala lepa vsem volivcem in volivkam, ki ste dali glas za našo skupno listo Fokus Marka Lotriča, Novo Slovenijo in pa Slovensko ljudsko stranko. Zagotovo je glas za našo skupno listo glas, ki združuje ljudi, ki ustvarja politiko sodelovanja in ki šteje rezultate gospodarstva, podjetništva, obrtništva, kmetov, zdravnikov, ki šteje rezultat mladih in starejših, ki šteje rezultat tudi pomernega razvoja po celotni Sloveniji. Rad bi se zahvalil vsakemu in vsem, ki ste sodelovali v tej volilni kampanji, predvsem pa našim izvrstnim kandidatkam in kandidatom. 88 jih je stisnilo na tisoče rok, prevozilo na tisoče kilometrov, zato, da so dali upanje Sloveniji. Zato, da danes lahko stojimo tu ponosno in z velikim nasmehom na obrazu, zato, da lahko sporočamo Sloveniji, da se splača in da se mora splačati v Sloveniji delati in da trud in znanje morata biti nagrajena. Tako kot smo obljubili, svoje obljube tudi ne bomo nikoli prelomili. Zato še enkrat hvala vsakemu volivcu in volivki, ki ste šli danes na volitve. Še posebej tistim, ki ste obkrožili našo skupno listo. In naša terenska mreža vseh treh strank je danes pokazala to, da verjame v nas. Verjame v zvestobo in verjame v vrednote. In vrednote so tiste, ki bodo Sloveniji pokazali pot, po kateri mora iti. In zagotovo, tako kot sem omenil, delo se mora splačati, znanje in trud morata biti nagrajena. Mladi naj ostanejo doma in zato smo mi odgovorni, da jim ponudimo možnost dela in zaslužka, tako starejšim kot tudi tujim talentom. In za konec hvala lepa volilnemu štabu, celotnemu in seveda tudi regijskem, ob tem pa iskrena hvala predsedniku Jerneju Vrtovcu. Hvala, Marko. Hvala lepa. Predsednici dr. Tini Bregant
in pa generalni sekretarki Fokus Marka Lotriča, dr. Moniki Kirbiš-Rojs. Hvala lepa. Izvolj. Ob tej priložnosti bi se pa jaz rad zahvalil bivšemu predsedniku Nove Slovenije, evropskemu poslancu Mateju Toninu. Tudi zaradi tega, ker je predtem on bil predsednik Nove Slovenije in tudi od predaje oziroma moje izvolitve sva iskreno sodelovala. Hvala tudi za tvojo podporo iz Evropskega parlamenta tej naši skupni zgodbi. Torej, skupna lista je začetek sodelovanja slovenske desne sredine na poti k temu, da Slovenija pride do preboja razvoja. In tukaj smo. Najlepša hvala. Pa ravno čas zahval. Bi se pa rada zahvalila še vsem našim, ne samo podpornikom, ampak tudi našim družinskim članom. Za nami vsemi stojijo družine. Stojijo naši možje, naše žene, naši otroci, naši stari starši. Brez njih mi tega ne bi zmogli. In to, kar mi počnemo, mi v to verjamemo. In zato je tudi prihodnost na naši strani. Tako da hvala vsem. Hvala, hvala. Hvala vsem. Ja, Volilna udeležba tokrat kar visoka, kako komentirate? Ja, volilna udeležba je visoka tudi v tistih okrajih, za katere smo pravzaprav mislili, da bodo prepuščali svoje glasove komu iz Ljubljane. Tako da mislim, da to naše terensko delo, predvsem na podeželju, se bo obrestovalo. Tako da verjamem, da ljudem ni vseeno. Smo v zahtevnih, tudi geostrateških časih in to zahteva veliko modrosti. Zahteva veliko modrosti vodstva, pa tudi vseh nas. In naša skupna lista Nova Slovenija, SLS in Fokus kaže tako vsak dan, kot na terenu, kot tudi v politiki, zmožnost sodelovanja in to, da prisluhne delovnim ljudem v Sloveniji. In to je tisto, kar je verjetno dvignilo udeležbo tudi naših volilcev. Hvala, hvala. Hvala vsem, tudi novinarjem.